Nahajamo se v Mestni galeriji Piran, kjer Obalne galerije Piran predstavljajo delo Primoža Bizjaka. Razstava Sivi svet je moder in zelen. Gre za izbor del Primoža Bizjaka nekje iz začetka 2000-ih pa nekje do leta 2020, torej v razponu približno 20 let. Razstava je nastala v sodelovanju z galerijo Gregor Podnar iz Dunaja, s katero Primož več let že sodeluje, in pa v sodelovanju z zasebnimi zbiratelji iz Italije. Primož Bizjak velja za enega ključnih umetnikov, ki se ukvarja s fotografijo, rojenih v poznih 70-ih letih. Torej govorimo o fotografskih delih, govorimo tudi o večjih formatih. Primož je fotograf, ki se ukvarja izključno z analogno fotografijo, sam pa se mogoče ne poimenuje fotograf, saj je študiral slikarstvo in o fotografiji govori skozi besede slikarja. Meni se zdi tako zanimivo. Jaz sem študiral, prej, ko sem šel na Benetke, na likovno akademijo, sem študiral tehnologijo prometa v Portorožu. Tako da zdaj po 20-25 letih biti tukaj iz Portoroža do Pirana, izgleda precej kratka pot, v bistvu je šla, dajmo reči, okoli sveta, kakor je rekel en filozof, najkrajša pot, da prideš do samega sebe, včasih nas pelje okrog sveta, ne. Meni je ta želja po slikarstvu, ena prvih razstav sem imel tukaj v Korotonu, v študentskem domu v Portorožu. Ta želja po slikarstvu me je peljala v Benetke na likovno akademijo, kjer sem študiral slikarstvo. Potem me je še naprej gnalo, ker sem šel v Madrid, sem delal drugi in tretji letnik v Madridu. Takrat sem se začel ukvarjati več s fotografijo in potem sem počasi prav pustil slikarstvo, čeprav je slikarstvo name pustilo zelo velik pečat. In ja, kakor je že Ištvan omenil, včasih se štejem bolj za slikarja, kakor za fotografa. Čeprav gre za razpon 20 let, smo nekako uspeli uluščiti ta opus na 9 del. Gre za serije Benetke, Obramba Benetk, Sarajevo, Apuanske Alpe in Münchenski živalski vrt. Najstarejša dela, ki so nastala še za časa študija Primoža Bizjaka v Benetkah, so nekje od 2002 in do 2006 nastajale. Znotraj tega so tudi fotografije pod naslovom serije Obramba Benetk. V takem približno istem obdobju je Primož tudi obiskal Sarajevo. Med 2004 in 2006 je obiskoval to mesto, ki ga je fotografiral po grozotah vojne. Potem pa serija Apuanske Alpe, ki je nastajala med 2014 in 2017. Skratka, v razponu večjih let je Primož obiskoval ta del Italije in fotografiral, dokumentiral svoje izkušnje v znanih kamnolomih, nekaterih zapuščenih Karrarskega marmorja. Najmlajša serija, ki jo predstavljamo, je serija Münchenskega živalskega vrta. Primož, kot sem že omenil, je študiral v Italiji. Takoj po študiju se je preselil v Madrid, kjer tudi danes biva, ampak določeno obdobje svojega življenja pa je preživel na Bavarskem. In je ta serija nastajala tudi v tem obdobju do leta 2020. Že od samega začetka me je vedno pri fotografiji zanimalo to, kar človek ne vidi, kar oko ne vidi, kar lahko zabeleži fotografija. Že od otroštva slabo vidim, tako da sem se po noči zmeraj dobro počutil, ker si se mogel nekako zanesti tudi na druge
na druge čute, ne samo na vid, na nek instinkt, sluh, občutek, ne, to tretje oko, ki imamo v sebi. In zame je ta popad s popolno temo je nek notranji spopad umetnika s to temo, s to, kar pač ne vidimo. Fotografija, analogna fotografija ima to sposobnost, da lahko pustiš aparat odprt celo noč in kakor en slikar nalagate, kakor da bi pri slikarstvu nalagal 12 ur barve in potem preden pride sonce ven, jaz pač ugasnem, dokler je še tam aparat in potem seveda, kadar razvijem, dobiš to fotografijo, ki bi bila skoraj težko je bi postavil, kdaj je bila poslikana, ker izgledajo, kakor da bi bile čez dan, spet pa niso barve realne, ki te barve, no, mislim, film je za dnevno svetlobo in ta dolga proces, svetloba se tudi premika, luna se premika, luči se premika, tako nekako se giblje. Noter je kar nek, ni tisti trenutek, ima nek časovni trak ujet. Jaz tudi se trudim, nekako v teh trudim, kakor neka utopija, tudi v teh fotografijah, ki so časovni trak, ne samo trenutek, nekako ulovi tudi tisto, kar je bilo, ne, preteklost, ruševina, zgodovina, ta memorija, potem ta sedanjost, ki jo sedaj živimo, tudi nekako se že čuti dostikrat, kaj bo šele zatem prišlo, ne. Tako nekako na eno fotografijo, na eno sliko postaviti vse te čase skupaj noter. Serija, ki zaznamuje kot rdeča nit celotno razstavo, je serija Apuanske Alpe, saj je bilo eno izmed izhodišč za razmislek o izboru delo Vhod v jamo Korkija iz te serije, ki so ga Obalne galerije pridobile za svojo zbirko. S tem delom se tudi gledalec sreča na samem vhodu, ki tako predstavlja neke vrste seveda vhod na razstavo, ampak hkrati vhod v svet Primoža Bizjaka in potem vertikalno skozi 3 nadstropja ta ista serija Apuanskih Alp poveže razstavo. Na prvem nadstropju oziroma v srednjem razstaviščnem prostoru je rdeča nit tega prostora oziroma neka notranja logika povezovanja med deli, med serijami je element vode. Z istim razlogom smo na razstavi okno razstavišča, skozi katerega lahko vidimo pristanišče Pirana in se tudi soočimo samo vodo ali pa morjem, ne, smo pustili odprto, tako da se potem ta interna logika povezovanja del poveže prav tako z mestom oziroma z prostorom, kjer se razstava nahaja. Torej, ob prihodu v ta prostor se srečamo z delom Tre fiumi iz Apuanskih Alp in potem se levo in desno razpre razstava skozi dela, ki so nastala v Benetkah. Govorimo o trdnjavi Forte Marghera iz serije Obrambe Benetk in na drugi strani fotografija iz izpraznjenega kanala iz Benetk. Ta prostor se potem zaključi v svojem zadnjem delu z 2 diptihoma iz serije Münchenskega živalskega vrta. Najprej z podobo, ki prikazuje situacijo iz živalskega vrta, kjer je prav tako narejen umetni kanal, tako da se poveže z idejo Benetk. Potem pa v ozadju ta del osrednjega razstavišča, ki stoji za stopnicami in je nekako deluje kot komora, pa vstopimo v ptičjo kletko. Tako je tudi Primož naslovil razstavo z deli te serije, ko jo predstavil na Dunaju, Zlata kletka, The Golden Cage. Ti ptiči iz te kletke, ko jo uspemo pobegniti iz te komore, nas popelje nadstropje višje, kjer pa se razstava zaključuje z deli, ki
se nekako soočijo z vrhovi. Vrhovi mislim v tem smislu, ker je to tako vrh razstavičnega prostora, ki je dvoetažni in je neke vrste balkon, kar pomeni, da lahko gledamo tudi dol v spodnje razstavišče. Na tem balkonu so razstavljena dela iz Apuanskih Alp in iz serije iz Sarajeva, ki so vse fotografirane z točke vrha. Torej, imamo fotografijo, ki prikazuje pokopališče v Sarajevu, eno izmed teh pokopališč, ki je improvizirano nastalo med samim konfliktom oziroma med vojno, in vidimo vse te nagrobnike dol po hribu. Zraven te fotografije je potem fotografija prelaza Fokolača. Gre za visok prelaz v Apuanskih Alpah, ki je bil in mislim, da je še kamnolom, v tem smislu, da je praktično cel vrh gore že izkopan. Ti dve fotografiji skupaj sta v zanimivem dialogu v tem smislu, ker na eni strani gledamo fotografijo, ki prikazuje, kako naravno surovino jemljemo, po drugi strani pa pokaže, kako jo uporabimo. In potem je ta prelaz soočen še z zadnjo fotografijo v razstavi iz serije Sarajevo z imenom Hotel Bristol, ki pa prikazuje legendarni napis hotela iz zadnje strani, z strehe hotela, v katerem so takrat prebivali skoraj vsi novinarji med vojno. In če od blizu pogledamo, še vedno vidimo ostanke ran iz vojne. No, ampak če bi za to fotografijo, ki jo gledamo od odzadaj, če bi pogledali naprej, vidimo mesto dol, in če bi odpremo okna, prav tako vidimo Piran dol. Tako da se tudi v tem smislu se ta zdaj notranja logika, tudi na tej ravni, notranja logika te razstave prevede v prostor Pirana. Različne serije so, različni projekti. Z Ištvanom smo in Ištvan Gregor smo to razstavo zelo lepo postavili, mislim. Ištvan je naredil zelo dober izbor. Vsaka serija ima svoje zaledje, fino je pa tudi videti, kako te dela delujejo skupaj, kadar jih daš različne projekte skupaj, ne. Jaz sem tudi že sam prej nekaj probal in se mi zdi zelo zanimivo. Zelo zanimivo se mi zdi tudi pogledati nazaj, 10, 20, 25 let, pogledati nazaj svoje delo. Te fotografije so istočasno neke vrste tudi svojega avtoportreta, ne. Ponavadi jaz delam tam, kjer živim. Benetke nisem šel slikati, zato ker so pač Benetke. Sem študiral slikarstvo tam in po noči sem imel to, ne vem, ali srečo ali kaj, po noči me je zanimalo, radoveden sem, so me zanimali, takrat so te kanale obnavljali. Vodo so spraznili ven, izčrpali so vodo v kanalih, zaprli 100-200 metrov kanala, da so pač temelje popravljali, da se pač mesto ne poruši. In mene je zanimalo po noči noter splezati, postaviti kamero pod morsko gladino in poslikati te Benetke, kakor bi rekel, znotraj njihovih žil, ne. In imaš te historične Benetke, istočasno pa sodobne Benetke, ki se morajo pač vzdrževati, da se ne porušijo, no. Te posnetki so ponavadi nastajali celo noč, en posnetek. Zvečer sem slikal, potem sem celo noč fotografiral, zjutraj sem nesel film v Mestre razvid, pol sem šel na akademijo študirati in opoldne so mi pol ta film prinesli nazaj. V 3 letih mislim, da je nastalo 30-40 posnetkov. Moja ideja zmeraj teži na analogno kamero, slikam na velik format, to je taka lesena kamera, stara, z mehom, kakor je bila na začetku, kadar so začeli se s fotografijo ukvarjati. Moja težnja je temu, da reduciram, ne samo zaradi tega, ker je zelo težko, počasno delo, drago, ma tudi zaradi tega, ker mislim, da smo preobremenjeni na splošno z vizualno slikami in težim k temu, da zreduciram. Tako da, če gledam nazaj svoj opus 30 let in da je samo 9 del predstavljenih in je skoraj zajeto vse noter v teh delih,
mogoče manjka kakšen posnet, jo čutim ne kakor samo selekcijo, ima tudi kakor že eno majhno retrospektivo temu, ne. Tako da imamo noter Benetke, kjer sem živel, Sarajevo, Bosno, potem imamo to vojaško obrambo Benetk, ki je v bistvu nastala mogoče zaradi tega, ker sem za diplomo slikal te karavle, ki so bile na meji med Italijo in Jugoslavijo oziroma potem Slovenijo. Tako da tudi tisto delo je nekako noter vključeno. Potem imamo tukaj te Apuanske Alpe, ki je nekako nit te razstave. In potem je noter še živalski vrt Zmihna, kjer smo pač 4 leta smo živeli z družino in je takrat tisto delo nastalo. Zame je bil tudi tisto neke vrste avtoportret, ne, kakor smo že povedali, je bil naslov tistega dela, Zlata kletka. V smislu moje izkušnje, ima tudi, mislim, širše družbe, kako si to vse, kar si podrejamo, prirejamo, ustvarjamo neke vrste zlato kletko, pa smo vseeno noter ulovljeni v ta sistem. V srednjem prostoru je tudi še en majhen prostor galerije namenjen, rečemo temu, finalni sobici ali pa piki na i razstave. Gre za manjši zatemnjeni prostor z videoprojekcijo 4-minutnega intervjuja s Primožem, ki je nastal v okviru njegove rezidence v Vili Concordii. Ta video je posnel Kristjan Dojzel in zelo dobro Primož opiše svoj proces in način fotografiranja oziroma kako on razume danes fotografijo. Naslov Sivi svet je moder in zelen, je sposojen iz pesmi Vse je kakor Srečka Kosovela iz 5. zvezka Integralo 26. Smo se odločili nasloviti razstavo po pesmi, zato, ker se mi zdi, in to je bil tudi moj predlog, da nekako povežemo razstavo skozi eno poetično noto pri Primoževem delu. Ker seveda v različnih serijah lahko govorimo o aktualnih, recimo družbenih tematikah ali aktualnih okoljskih tematikah, tako kot je na primer izkoriščanje naravnih resursov, postkolonialna tematika, vojne grozote in etc. Ampak se mi zdi, da v osnovi in tisto, kar je meni bilo tudi najbolj zanimivo pri Primožu, je, da je vse zaobjeto v poezijo. V tem smislu, da, pa tukaj mislim zelo pozitivno, da so Primoževe fotografije lepe. In lepe na ta način, ki nas rešujejo iz teh težkih situacij oziroma nam prikažejo svet lep, čeprav te težave obstajajo in se mi zdi, da je to tudi lahko razumemo kot eno izmed nalog umetnosti.